dobro, ko preveč dozorijo. Ja. Jaz take srednje velikosti zbiram. To je pa že prevelika. Zdaj tamo pa še niste. Da bo tako. Dragi obiskovalci, še so prosti stoli, prosim, usedite se, razkopujte se. Ja. Tale naša maša danes bo mogoče malo daljša, ali pa tudi ne, no, ne vem. Bomo videli, kako bo kolega odgovarjal na kolokviju, na vprašanja. Kot veste, vedno pride tisto, ta zadnje vprašanje, ne. Tep sem ga malo zamolčal, ne sam zato, da bo presenečenje, ampak nič hudega. Dobro večer, hvala, da ste prišli. Zelo zanimivega avtorja gostimo v Domžalah, v galeriji Domžale. To je, vsi ste že prebrali, Boštjan Drinovc, kipar, profesor tudi na akademiji, kolega že kar nekaj časa. Ne bom ga umeščal med generacijsko, tako kot imajo v galerijah, pa kustosi navado, ne, da taj pa mlada generacija, pa srednja, pa ne vem, še kakšna generacija, unaka že z eno nogo tam nekje, pa... Ne, mislim, da čez srednjo, da nišče ne pride. Mikrofon. Mislim, da čez srednjo nišče ne pride. No, evo. Tako da, polko bomo pospravili stole, ne, boste videli naboj ali pa tisto visoko napetost, ampak tako blago, a veste, to ni tista elektrika, ne, ampak je ena fina zgodba vmes teče med temi kipi, ne, ki jo boste lahko začutili. Ne. Tako da, Boštjan, hvala, da si postavil tole, pa bova kar začela. Moj spomin sega zelo daleč nazaj, čeprav imam kar rešeto, ne, in nimam veliko podatkov, tiska pa imam, pa itak vse zmešan, ne. Ko sva že glih omenila, oziroma jaz sem omenil generacije, ne, tvoj sošolc je bil Tobias Putrih, če se ne motam, Ja. Primož Špugel, drugih se pa ne spomnim. Pa še Urša Toman. Urša Toman, Pa Rade Vojmulič. Evo, Pa Rade Karmen je že na Jazbec. besih, pa kako? Pa Karmen Jazbec. Karmen Jazbec, evo. Vsi še vedno delujoči umetniki. Primož Špugel. Primož Špugel, sem že rekla, evo. Okay. No, on bo tudi, prehito si ga, ne, tako da on bo naslednje leto. Namreč v galeriji imamo naval razstavljavcev in je treba narediti en primeren razpored, ne, in tako, da je malo kiparjev, slikarjev, tako naprej. Midva se bomo danes pogovarjala o tvojih kipih, oziroma o kipih in o postavitvi. Postavitev je bila zame seveda čisto popolno presenečenje. Najprej me je poklical prevoznik Marko in je rekel, da vidva v ponedeljek prideta, jaz sem bil na šihtu, ravno smo zaključevali en sklop, oziroma včeraj smo ga zaključili, no, in nisem mogel. In si ti čisto samostojno tole postavil, pa mi povej, kako je bilo vstopati v tale prazen prostor. Ne, prej si že povedal, da si imel eno zagato, ne, da najprej si se razveselil velikih vrat za noter, ne, pa se pa tamle malo zagozdal, ki je tale steber prevelik, pa ga moramo podreti, ne, tako da, ok, to nas čaka v prihodnem, po razstavi, ne. Povej, kako je bilo stopiti v to praznino in začeti? Mislim, tako, kot si rekel, ja, prvo presenečenje je seveda bilo, da sem opazil, da so prostori med stebri pač malo premehni, da bi vse ekipe noter spravili. Ker ko sem se ogledal galerijo, sem se ogledal vrata in sem se vdahnil in rekel, evo, tukaj ne bo težav, ne. Jasno, v vsaki razstavi je tako, to sem se v bistvu z leti že navadil, da je vedno en zaplet, ne. In ponovadi pol, ko vidim, kaj je ta zaplet, pa če ni prehud, tako kot v tem primeru, ne, se pol že malo vdahnem, ne, ker pol vem, da drugih zapletov pa kasneje ne bo, ne. To se pravi, ta en zaplet je v resnici prej, ko se izkristalizira, oziroma ko se pokaže, ne, da ti rečeš, aha, to je pa zdaj ta in sem rešen, če ni prehodov. Tako, ja. In praviloma je
Rešil sem še vedno, no, to. Ampak tukaj je bila pa sreča v tem, da je ta skulptura, se pravi ta Lego glava, Lego glava si rekel. To. Ja. Da je narejeno tako, da se da razstaviti. Jaz vseh stvari ne delam sam, tam, kar se da, ali pa tam, kar je zanimiv, probam to izdelati s kom, ki mogoče zna kaj tudi več kot jaz, ali strogarsko, tehnološko, ali imamo boljšo opremo. In tole sem delal v sodelovanju z Juretom Meškom, ki ima eno sjajno delavnico CNC Reskar, pa pač razne druge mašine. Tako da jaz sem pač povedal ideje, želje in potem so tudi sodelovali in mi sugerirali enih kupenih dobrih rešitev, kako to rešiti. In eno od teh je bila tudi, kako narediti to pač konstrukcijo, da se da tudi razstaviti. Ja, v resnici je genialno, če boste dobro pogledali, se tale Lego glava sestavi na puzzle stick, tako kot se sestavlja tiste kartončke, iz katerih sestavite sliko, je tukaj na polovici in dobro, treba je noter še verjetno nekaj odšraufati in tako naprej, ampak zelo dobro. Drugi podatek, avtor, kipar, ne dela vse sam. Ima nekoga, ki obvlada, ne vem, veste, vsi smo pol tako malo zašvicamo v urad, ko reče, v delavnici ima CNC mašino, to je, za nas so to take mokre sanje, da bomo kdaj to imeli v ateljeju, pa seveda tega ne bomo imeli, ker prej bojo že kaj drugega pogruntati, to je upravičilo, drugače pa. Mogoče še en drug razlog, mislim, CNC tehnologija je super, ker lahko en del, ki si ga že domislil, kakšen mora biti, ga lahko kadarkoli potem ponovno izrežeš. Je pa to, da je treba za to imeti računalniško znanje, treba znati pač v teh programih, pač AutoCAD ali pa podobnih, je treba pač znati programirati. In če hočeš to znati, moraš temu veliko časa nameniti in pol pač tudi cele večere preživiš z računalnikom, jaz pravi večere preživim v ateljeju. Zato pač raje najdem sodelavca, ki to znanje ima, ki ga... Rekel si, večere preživljaš v ateljeju. Kaj delaš pa tako čez dan, recimo, Jaz sem polovično predavatelj na Akademiji za likovno umetnost, tako da mi to ponavadi nekako zavzame do poldneve, pa pol velikrat tudi še del popoldneva. Konec koncev tudi to delo na fakulteti več ni mogoče tako idealno, kot je bilo mogoče takrat, ko sem študiral. Takrat so profesori v bistvu pač malo prišli pogledati, seveda so se ukvarjali z nami, pa nam pač tudi, kar je bilo treba povedali, ampak niso bili pa tako obremenjeni z birokratskimi raznimi postopki. Tako da to je zdaj tega več in potem, ko je vsem teh birokratskih stvari, ki je konc, ko to odpraviš, si oddahneš. Je 1:30 zjutraj, recimo, takrat lahko ugasneš mašino in še pol medtem, ko hodiš do posle in se spotakneš v kaj na tleh, takrat ti šele rikne not v možganih, sem pozabil pa še ene par obrazov, pa tako da preveč se s tem ukvarjamo. Spreminja se tudi naš poklic, kot si rekel, CNC tehnologija, pomočniki, mojstri, ki imajo tako in drugačno opremo, pa greva tisti iz začetka, ko sem rekel, da sem se spomnil, ti si delal, oziroma še delaš, take čudovite figure iz betona, take majhne. Tako bi rekel, kadar boste šli seveda v London ali pa kamor v muzej, recimo Henryja Moora, boste noter videli v kakšni vitrini s takim zelo debelim steklom, stick figures, so take kot palične figurce, takole visoke, 10 cm, ampak to so v resnici figure z vsemi detajli, tako
malo abstrahirane, malo reducirani detajli, ne? Ampak taka milina gre od njih. Ne? No in od tvojih teh malih figur, ne, razni vesoljčki so, pa ne vem, se mi zdi, da se malo prekupicujejo tudi, pa sam stojijo, pa skafandr ima na glavi, vse sorte je videti v izložbah galerij. In tisti je tako, veste, med biki in resnimi torzoti in ne vem kaj iz Matuzale, ne, tvoje figure izgledajo kot taka totalna osvežitev. Ne. Kako si prišel do tega in kakšna je bila pot, da si ugotovil, kjer material, kako boš to naredil? Kljub temu, da so skulpture tukaj v tem prostoru, ko sem razstavil, so v bistvu vse čez drugače konstruirane, ne? So daleč od tega, da bi bile narejene v glini. Je glina še zmeraj moja zelo veliko veselje in strast, ne? In mogoče tudi samo delo v glini, ne? V primerjavi z delom v kovini, ne? Prijetno je, pač ni strupenih plinov v zraku, ni hrupa, začneš modelirati in 3 ure kar zbežijo nekam. Ne? Tako da ima eno blazno privlačnost na to samo delo in seveda pa tudi rezultati pač jih probam peljati v tej smeri, da mogoče te moje pač občutke, ki so taki pač prijetni, no, da jih tudi te kipci odražajo. Ne? Drugače sem pa mali uporniki, se reče tej celi seriji. Prvi kipec sem pa zmodeliral na akademiji, še tako v času študija. Pol je pa v bistvu odležal nekaj časa, ne, tako pač v bistvu vedno sem veliko izdelkov delal, ne, in predvsem nisem vseh razstavil, ne, sem vedno delal neko selekcijo. No in tako da ta kip je par let ležal tako na polici, pa sem pa pač ugotovil, gledal in mi je pač še zmeraj... Niste se srečali spet? Tako, ja. In sem v bistvu videl, kako bi to razvil naprej. Nekako sem kombiniral par podob, ne. Recimo sem vzel malo od Bude podobo, pa malo mogoče od dojenčka, pa tako naprej. Pač z idejo, da v bistvu jih povežem na malo stribovski način, recimo, ne. Seveda tudi malo bolj igriv. In mogoče, da pa glih razvoj te črne grafitne patine, ki prekriva to skulpturo, ne, je dal eno tako celoto, ki pa na koncu tudi ni da preveč kičasta. V osnovi so zmodelirani v glini, so narejeni, potem je narejen silikonski kalup, potem so te kipci odliti in potem so patinirani z grafitno patino. Tako da so tudi kot multipli, imajo na posebno, pa mislim tako pač posledico, ne, da jih lahko množim in tudi prodajam po ceni, ki ni zelo visoka, ne. Se pravi, to so kipi, ki niso dostopni le pač peščici, ne, ampak ja, lahko vsak si ga privošči, ne. Super. Ja, meni se zdi, v bistvu se mi zdi zanimivo, kako umetnost pride do ljudi, ne. Tukaj imamo pač spet galerijsko polje, ne. V galerijo si verjetno lahko praktično vsak pač najde tudi pač ali zastonj galerijo, ali pa pač kakšen dan, ko je galerija odprta, tudi če nimaš denarja, lahko uživaš to umetnost, ne. Umetnost v javnem prostoru je pa, kar se tega tiče, še bolj v bistvu dostopna vsem. In umetnost v javnem prostoru, ne, z zunanjem, je tista, ki me poleg teh stvari v bistvu zelo vleče, pa je velik izziv. To je moje naslednje vprašanje, ne. Ti si delal svoje čase tudi mobile, oziroma kinetične postavitve ali kipe, kako bi temu rekel, ki so seveda postavljeni zunaj, ker so odvisni od vetra oziroma vremena, ne. Delal si veliko, oziroma še delaš za festival Svetlobna gverila, ki je ena zelo posebna konstelacija, v resnici en tak unikum. Nikjer tega nimajo, ne, in
to se odvija v Ljubljani vsako leto. Ne. Pa povej malo o tej kinetiki, pa o tem, pa bo šla pa na razstavo. Ok. V bistvu sem s kinetičnimi kipi začel z svojim diplomskim delom. Ne. So bile skulpture, ki so ustvarjale oblike z ognjem. To je bil en set skulptur, nekje je gorel bencin, nekje je gorel aceton, nekje je gorel plin. In je v bistvu to življenje, ki ga, pač to neka ta časovna komponenta, ne, se mi zdi, da je dala eno tako življenje, pač novo življenje tem skulpturam. Ne. In ko sem gotovil, da želim, da skulpture, da pač živijo, da pritegnejo pozornost, oziroma da tudi z gledalcem ustvari nek stik, ne, se mi zdi to pomembno tudi kasneje, tudi v prvnih delih, ki niso nujno pač taka, da bi se premikala. Ja. Če se premaknemo mogoče, gospod doktor, pritisnem te na oranžno tipko, prosim. To je bil en tak monoorkestralen vstop v tole razstavo. Ne. V resnici, raven ta kip, ki je na nek način mobile, ali glasbile, ali vokoder, ali nekaj tazga, ne, uvaja nekaj drugega, to kinetiko, zraven še zvok, nekje ene stroje, ki to premikajo. Kako si vstopil pa v mašinerijo, recimo, v to z elektriko povezano? Če si prej rekel, kinetika, ki je mogoče odvisna od vremena, od vetra, ne, ta je odvisna od elektrike. Od tega, da nekdo pritisne tipko in špila. No, tipka je v bistvu samo štart delovanja, ne, ker pač, če bi to ropotali ves čas, bi bila cela razstava samo pod vtisom tega, ne? In s tem pa, da se da vklopiti, pa da ima zadeva pač 2-minuten čas pač delovanja, je možno poslušati ta kip, pa hkrati si uživa tudi v ostalih na razstavi, no. Sploh, ker ta razstava v bistvu je, pač ta kip je bil nekako na tvojo željo dodan, pa se mogoče malo loči od ostalih skulptur v tem prostoru, ne. Se zato je tudi v bistvu tako nekako v kot postavljen, prezencoma pa itak zadosti močno, da tudi če v kotu se ne skrije, ne. Preseže vse. Ja. Drugače pa naslov tega kipa je kakofonični generator in sem iskal te neke ritme, ki so nekje na meji med urejenim ritmom pa popolnim kaosom tega razbijanja. Stvar pa deluje... Ni preprosto, ne, to. Prosim? V resnici kaos ujet ni preprosto, ne. Je najtežji, ker urejen ritem nekako, vsi imamo noter neki zapečen v enem, tudi če nimamo posluha, imamo en občutek za ritem in tako naprej, ne. Ampak to naključnost že prepoznati je pa verjetno težko. Mislim, to je ona igra, ki je zabavna pri tem odkrivanju, ne. Saj, tukaj v bistvu en tak pač postopek, da se malo igraš, priključiš elektromagnet, pogledaš, kako bi lahko to povezal. To je v bistvu ena taka raziskovalna faza, v kateri sploh še ne veš, a bo prišlo dejansko do kakšnega rezultata. Pa ko najdeš ono, ki je pa zanimivo, pa je pa treba seveda ta rezultat v bistvu še izdelati, mislim pa ga dodelati, ne. Tukaj princip delovanja je takšen, no, da ko pač recimo ta palca, ki bobna, ko pade dol, vzpostavi stik in ta stik požene elektromagnet, da to palco dvigne in potem pade dol in zabobna, ne. In ker je ta električen stik vsakič drugačen, pride iz tega dela delovanja pride ta moment slučajnosti. Potem so pa pač, ko so tukaj 4 te palce, ki bobnajo, je pa potem ta učinek, ne,
za dovolj kompleksen pa dovolj kaotičen. Daj povej, kakšen je užitek pri tem, ko delaš recimo en takle stroj, ne, tako raziskovalen, ne vem, paparata ali pa tudi ne, pa si včasih malo jezen, pa malo ga odri na stran, pa spet, pa bi rad dokončal, pa malo piš to, ne. V bistvu si kar dobro povedal, ne? Pač ene stvari obležijo in ene stvari ležijo tudi 5 let ali pa 10, ne? Kar je seveda problem, ker je treba imeti malo prostor za te stvari. Imaš atelje? Imam atelje. Prostoren, dost velik, ne vem, pozimi je toplo. Pozimi je toplo, če zakuram. Atelje imam drugače v okviru Metelkove mesta, praktično od začetka Metelkove, tako da imam v bistvu eno srečo, da imam kot ustvarjalec možnost sploh ustvarjati, ne. Ker marsikdo je po akademiji nehal ustvarjati, morda tudi zaradi tega razloga, ker sploh ni imel kje ustvarjati. In to, da imaš v bistvu en reden ritem, da hodiš praktično vsakodnevno v atelje, to šele potem dovolj noter, da v bistvu lahko nekako kontinuirano ustvarjaš. Če 2 meseca ne delaš, pa rabiš 14 dni, da sploh zares začneš spet ponovno delati. Zanimivo. Zdaj vidite, da umetnost, recimo osebna, ni samo to, da ti nekaj delaš, ampak moraš imeti prostor. Dobro, že slikarji, ampak kiparji pa, že tale galerija je tako en tak srednje majhen atelje. Pa greva naprej zdaj od tega tolkca v praznino. Mislim, da so tvoji kipi napolnjeni s praznim prostorom, ki je včasih mogoče še celo bolj poln kot tisto, kar je videti polno. Malo se tako sliši, zmeden, ampak recimo tole, je veliko več praznine v kipu in okrog kipa, kot v kipu samem, polnine. In recimo pri tem stebru, s to krošnjo gor, s temi slikami iz narave in tistim čipom, oziroma vezjem in tako naprej, in telim tukaj, ta je tako čudovit kip, Povej mi recimo, kaj te je tukaj, kako si prišel do tega? A te je fasciniralo to, da si videl tole rebrasto cev, električarsko, taki strupen zelene barve ali kaj drugega? Se pravi, tele strukture iz te serije Drevesni delac. Tukaj je v bistvu kar veliko fascinacij pa zgodb noter. Daj dve. Prosim? Daj dve. Ena je seveda v zadju je razmišljanje o naravi. To, kako v bistvu zgleda kip sintetičen, je mogoče še posebej zato, ker sem hotel v bistvu poudariti neko tako dvojnost, ki je v nas, da na eni strani bežimo v nevarno, v stanovanja, se hočemo zaščititi pred vplivi narave, uporabljamo recimo konec koncev tudi razne druge civilizacijske pridobitve, kot je recimo medicina. Brez teh stvari praktično nismo pripravljeni živeti, temu se nočemo odpovedati, ampak hkrati bi pa bili v stiku z naravo. Hkrati se zelo dobro počutimo, ko gremo v naravo, ko gremo v gozd in si potem tudi te rastline pač posadimo na vrtu ali pa mesta napolnimo z mestnimi drevesi, z drevoredi in konec koncev tudi v svoje domove prinesemo sobne rastline, pa bonsaje, takšne stvari. Ampak v bistvu ta dvojnost pa skozi obstaja. Mal bi, pa mal ne bi, pa mal ne vemo točno, kaj hočemo. Tako da to je nekako počelo bilo te skulpture, tako da to so v bistvu neke vrste dreveščki. Blazno primerni tudi za med doma, ker tudi če pozabiš zalit, se ne bodo posušili. Evo, pa še ta druga stvar,
Je pa, ko začneš razmišljati o plastiki, ne, se pravi, predvsem temi, ki so narejene iz nafte, ne, pol vidiš, da gre tukaj za reinkarnacijo, ne. Da to, kar so bili v osnovi neki organizmi, ki so propadli, pa so spremenili v nafto, so v bistvu v tem primeru nazaj spremenjeni v pač nek zelen drevešček, ne, in se pravi so se vrnili mogoče v neko povezavo z prvotnim stanjem, odkoder je ta snov prišla. Ja, tole je zelo prefrigano, ne, zelo fajn, ne, tako da ta narava je vstopila v resnici skozi plastiko oziroma čez čist artificialen material, ki je seveda bil narava, ne, in v končni fazi sploh ni nobenega nenaravenega materiala. Če tudi je plastika pa cev, pa nagnusna, pa ne vem kaj vse, ne. Vse smo dobili pač nekje v naravi, spremenili z znanjem in tako naprej, ne. No, ampak se premaknemo mogoče na Neretvo. Tamle na tisti steni, ne, ena čudovita postavitev oranžnih plodov, noter je zapakirana voda iz enega vodotoka, mogoče je bila to Neretva, ne. Zraven so eni listki pritrjeni in izgleda tako kot en tak vrt magičen, ne. Zlasti zato, ker je tako urejen, tako eksaktno pozicioniran na steno, vse te razdalje so take prave in praznine. Najbolj sem fasciniran seveda nad onimi sencami, ki jih reflektorji delajo, ne, in tako, ko se mi zdi tako lepo. Zakaj je tako? Mislim, zasnova je v bistvu spada v isto serijo kot ta zelena skulptura, ne, kot ta drevesni delac, ampak, se v bistvu umetnost je tista, ki uspe z drugačnimi sredstvi ali pa na enostaven način prinese en občutek, ki je v bistvu lahko zelo kompleksen, pa od čisto od nekaj drugega. Ja, zdaj si odgovoril na čisto zadnje vprašanje današnjega kolokvija, ne, ampak boš pa ponovil, zdaj se ne bo smoglo, to je videti. Ja. Ne, mislim, jaz pri svojem kiparstvu rad raziskujem, tako kot z glino se mi ne zdi nič narobe in še vedno delam z njo, ne, ampak z vsemi temi drugimi materiali, ki delam zato, ker mi omogočajo ene pač nove možnosti, ne, pač in čisto kak pomen nosijo, ampak tudi v bistvu to, kako, mene zelo zanima, kako te materiale sestavljajo skupaj v celoto. Zdaj pri glini je tako, da vzameš dva kosa pa izlepaš skupaj, pa to že skupaj stoji, ne. Pri drugih materialih je pa treba misliti na to, kako to spojiti, ne. Tukaj je en spoj, včasih je isti material, včasih so različni materiali in je to, kako to spojiti, je ena taka blazno zabavna igra in vedno z novimi materiali je ta igra zabavna vedno spet ponovno, ne. Vedno znova. Tako, in tukaj je zdaj, s tem, da sem uporabil te klementine, ne, sem pač uporabil in živ material, pa v bistvu zelo pač, ne vem, se zabavno, da sem v bistvu uspel narediti eno skulpturo, ki je pač ne živa sam na ta resničen način, da so to žive celice, ampak da v bistvu na to, ko že te žive prezence, da tudi obiskovalcev nekako pritegne. Mislim, meni se zdi tako, da kiparji nismo čisto v enem mehurčku, mislim, ako vsaj jaz tako počutam, no, mislim, da tle so legitimni vsi pristopi, seveda, ne. Ampak poskušam, no, v svojih delih nekako dati ene par vhodnih poti ali pa pozicij, ne, skozi katero privabim gledalcev, da lahko začnejo te ekipe brati, pa uživati v njih, ne. Mislim, mogoče ni nujno vedno uživati, ampak predvsem brati, pa se uživeti v njih. To se pravi, če prav razumem, če kakšnega gledalca strašen nekaj užeja, ne, si lahko mogoče postreže eno klementino.
Ja, glih s tem smo nekako čakali tukaj na koncu tega pogovora, da bi pač povabil obiskovalce ne samo na kozarec vina, ampak tudi, da si utrgajo, pač naberejo te klementine direktno z tega umetnega dreveška. Ja. Zdaj imamo drevo spoznanja. Jaz mislim, da bo to super spoznanje današnje razstave. Zdaj pa pride še tista klasika, da ne bova midva predolgo govorila, ne? A kaj sem hotel s tem povedati? Ne. To je ta surprise, ne? Domžalsko vprašanje imamo. No, prosim. To je klasika, ne? Publika je že navajena, že točno ve, kaj to je, ne? Avtori pa ponovadi ne, in teb nisem povedal naprej, ne? Kakšen mu kaj zelo prestrašen, recimo, pa tako, ne? Zate sem vedel, da si popolnoma skuliran in da to ni itak noben problem, ne? Glasi se pa takole. Kaj je umetnost? Prej si z rokava stresel, ne? Zdaj si si malo zamislil. Zavrtim nazaj. Mogoče, ja. Mogoče te lahko Miro reši. Ne, jaz mislim, da itak ni čist enotne definicije, ne? Mogoče je zanimiv ravno to, da te definicije ni, da obstaja neka uganka. No? Jaz, ko hodim ko grem na razstavo, ne, mi je najbolj všeč, no, če so prostori razmeroma prazni, da se po njih premikam in naletim na umetniška dela, na neka dela, ki se tam pojavijo in jih poskušam dešifrirati, ne. Mislim, nekako razumeti, nekako v bistvu se jim prepustiti, da pridem do nečesa, kar je nekdo ustvaril in potem jaz iščem vhodno točko, kje in kam me bo ta kip zapeljal, kaj bom ob tem doživel, kaj bom najprej opazil, kaj bom kasneje opazil. In v bistvu to doživljanje, po mojem je tukaj nekje umetnost. Je umetnost. Jaz mislim, da je čas, ne, da naredimo res en sežetek vseh teh odgovorov, ne, ki so seveda popolnoma različni, bolj različni ne bi mogli biti. Ne. Vsak umetnik čisto drugače pove, kaj je umetnost. Glejte, zdaj imate priliko, ne, seveda, Boštjana vprašati karkoli v zvezi s kipi. S kipi na tej razstavi. Medtem bomo malo zložili stole, malo pospravili, da boste videli, kako je postavitev teh kipov izjemno pretehtana, v resnici čudovita. Kako je ta praznina med objekti, med kipi, povedna in kako vse skupaj tako dobro zašpila en tak orkester, pa ne tisti boben, ne, ampak z bobnom vrednje. Tam je samo ritem sekcije. Boštjan, v resnici sem bil popolnoma presenečen, da sem prišel sem, najprej sem šel v kavarno po ključe, sva se tako zmenila, ne. Pridem noter in sem bil čist odlično, dobro, ne vem, nadpovprečno presenečen od super postavitve. Vse si ti naredil, ne? Meni ni bilo treba nič, ne? Praktično. Sam zmenil sem se po telefonu. Tako da, velika hvala za tole. Se mi zdi, da je tako darilo Domžalam, ne? Da lahko pride ljudje, uživajo v tem, zdaj vprašate. Preden se neha tale govoranca, najavim samo še galerijo na Potepu. 3. decembra v MGLC-ju, to je Tivolski grad, kjer čisto na novo pred njim stoji maršal Radecki, ki je bil nekoč častni občan Ljubljane. Franc Jožef Cesar naš je mu dal Tivolski grad, ne vem sicer zakaj že, ne. Mogoče zaradi tega Radecki marša, ki ga je eden od Štrausov skupaj zložil, ne. Taka konjeniška, galoperska muzika, ne. Tam Črtomir Frelih, prijazno, toplo vabljeni, njegovo življenjsko delo, v resnici postavitev v
graščini, grafičen slikarski opus, zelo priporočam, poleg lisic seveda. Vse so lisice tudi. No sej, poleg lisic, tako da vabljeni. Pa on bo vodil. Plus črt bo vodil, ne, tako da bo res fajn. Naslednja razstava bo presenečenje. Naša soseda, tako rekoč, danes sem bil pri njej na obisku, sva se pogovarjala. Prijazno vabljeni seveda na odprtje tudi naslednje razstave. Bo surprise, tako kot je Boštjanova razstava. Boštjan, te pa najlepša hvala. Vabljen še v Domžale, seveda. In razstava je zdaj za konzumacijo in uživanje, ne? Kot si povabil tam na Klementine. Hvala. Hvala, Jure. Vabljeni na druženje, tamle mize se šibijo, pogovore, vprašanja in tako dalje. Ali tole mislec? Ja. Jaz sem da so bili sestavljeni.